Princesa Celestia, imam idejo za tvojo enobletnico. Mojo enobletnico? Obletnica 1111. leta, odkar si prvič dvignila sonce. Še dobro, da nas je Pinkie Pie spomnila na to, drugače bi pozabili. Niste edini. Kaj ste imeli v mislih? Da bi obeležili prvi sončni vzhod, sem spisala predstavo. Radi bi jo odigrali v moji šoli prijateljstva, če ti ni odveč. Odveč? Seveda ne. Mislim, da je predstava izvrstna ideja. Je ona malo znorela? Oprostite, tako sem vznemirjena. Samo, ko sem bila še mali konjiček, so moji prijatelji pogosto prirejali predstave. Tako čudovite so bile. Vsi poniji so stopili skupaj in ustvarili magično izkušnjo, ki so jo delili z drugimi. Vedno sem verjela, da gledališče izvabi najboljše iz nas in ustvarja posebne vezi prijateljstva. Nisem vedela, da si včasih igrala? Jaz ne. Jaz sem bila vedno preveč zaposlena s svojimi čarobnimi lekcijami, da bi bila tudi sama del kakšne predstave. Ampak ostalo je nekaj, kar sem si želela izkusiti. In še vedno lahko. Princesa Celestia, bili bi počaščeni, če bi prevzela glavno vlogo v naši predstavi. Kaj je res? Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Želim si vedeti, kdo v resnici si. Moj mali poni. Čarovnije ti z menoj delila bi. Pridi greva na poter, z nasmehom greva v isti svet. Deliti prijaznost je lahko, z malo čarovnije laže bo, da si moj mali poni. Vedi, da si moj prijatelj ti. Hočeš, da jaz igram v predstavi? Ja, kdaj natanko se je to zgodilo? Če nama oprostiš samo za sekundo. Ne, vidiš, Spike, to je perfektno. Princesa Celestia je vedno želela nastopati in pri tej igri gre za njo. Verjetno, ampak kako naj dajmo navodila? Ona je vladarica konjetaje. Ona je hkrati tudi naša prijateljica. Celestia je vedno z vsakim prijazna. Tokrat imamo torej priložnost, da končno naredimo nekaj dobrega zanjo in morali bi. Daj no, kolikokrat nam je Celestia pomagala? Nas vodila, bila pomirjajoč glas nad našimi glavami. Twilight? Ja, princesa Celestia? Tvoje povabilo je zelo prijazno, ampak a si prepričana, da je tudi pametno? Nobenih igralskih izkušenj nimam. Izkušenj? Saj boš igrala samo sebe in mi vsi ti bomo pomagali. Prosim, če bi bila ti v predstavi, bi veliko pomenilo mojim učencem. No, če si prepričana. Ja, kar je rekla. Potem bi bila presrečna, če se lahko pridružim vaši igralski zasedbi. Konfeti so pripravljeni. Črviva jabolka, Pinkie. Kolikokrat sem ti že rekla, da drži svoje posebne efekte stran od mojih sadežev? 327-krat, no, razen če si spet. Potem je to 328-krat. Ne morem verjeti, da si že zapomnila svoje besedilo, Fluttershy. Ko enkrat premagaš grozljivo tremo pred nastopanjem, je vse ostalo mačji kašelj. Samo upam, da bo princesa Celestia odobrila našo predstavo. Takoj, ko bo videla te čudovite kostume, bo vse, kar bo lahko rekla. Pazi zdaj, bravo! Pazite, prihaja naš odgovor. Super novice, poniji. Jeha! Lahko začnemo pripravljati predstavo? Še bolje. Princesa Celestia bo naša glavna zvezda. Ja, tudi jaz sem se tako počutil. Celestia bo igrala v naši predstavi, to je noro. No, na začetku je bila malce živčna, ampak sem ji rekla, naj ne skrbi. Z našo pomočjo bo vse potekalo gladko kot Svila! Najti moram svilo. Če bo Celestia igrala v naši predstavi, moramo vse dvigniti na višji nivo. Nič od teh starih idej ne bo zadostovalo. Ja, pozabite na moj običajni zabavni top. Za kraljeve efekte bomo rabili veliko Berta. Pinkie! Haj! naša predstava bo čudovita. Vsem, ki jih poznam, moram povedati, in tudi vsem, ki jih ne poznam. Zakaj za vraga ste vsi tako zvezdniško razburjeni? Saj smo že prej spoznali princeso Celestio. Večkrat. To so bila uradna srečanja, gala večeri, reševanje sveta. To je drugače. Predstavljaj si preznojene vaje s princeso, pihanje iz nosu pred princeso, posedanje naokoli in samo klepetanje s princeso. Jaz sem princesa. Klepetate z mano? To je drugače. Ti nisi princesa, princesa. Hvala.
Celestija hoče izkusiti posebno prijateljstvo med gledališkimi poniji. Da bi ji to omogočili, morate samo biti takšni, kot ste. Ti res tako misliš? Nehaj olepševati. Saj smo samo gruča prijateljev, ki pripravljajo predstavo za eno obletnico. Kaj pa lahko gre narobe? Na mesta poniji, tukaj smo, da vadimo za nov dan v Konjetaji. Režija, scenarij, produkcija Twilight Sparkle. Stran 1, dejanje 1, scena 1. Akcija. Nekoč pred davnimi časi, pred Celestijo, je Konjetaja trpela strašno stisko. Vzhajanje sonca vsako jutro je bilo tako težko, da so potrebovali 5 velikih čarovnikov in zvezdnatega bradača, da je pomagal. In vsak dan so samorogi, ki so pomagali bradaču, porabili toliko čarovnije, da so izgubili svoje moči za vedno. Stanje se je slabšalo. Kmalu bi Konjetaja izgubila vse svoje čarovnike, potem bi bila zemlja prekrita z večno temo za vedno. Še celo jaz ne morem verjeti, kako dobro je moja igra. Scene, pripomočki, kostumi, vse izgleda super. In prihaja najboljši del. Ampak potem je učenka po imenu Celestija odkrila, da imam sama moč, da dvigne sonce, brez da bi porabila svojo čarovnijo. To je tvoja iztočnica, Celestija? Res, seveda. Čas je za nov dan v Konjetaji. Kaj? Rekla sem, čas je za nov dan v Konjetaji. In tvoj prispevek je bil super, ampak morda bi lahko poskusila malce glasneje. Za vse ponije v tisti zadnji vrsti. Ja. Moj kraljevi galopinski glas, hvala za opomnik. Čas je za nov dan v Konjetaji. Ti bogca, to gledališče pa ima močno akustiko. Se opravičujem, še vedno se malce lovim v tej obrti. Ne, saj ti čisto v redu gre. Kako bi poskusila samo še enkrat, kot da bi govorila z mano? Čas je za nov dan v Konjetaji. Malce več energije. Čas je za nov dan v Konjetaji. Kako je bilo tokrat? Odkrito? Odlično! Wow! Kome verjamem, da tega še nikoli nisi počela. Gremo naprej na plesno točko! Še enkrat, korak, škrt, skok, dotik. Še enkrat, korak, škrt, skok, dotik. Razumete? Gremo naprej. 5, 6, 7, 8. Daj no, zvezdnati bradač, odvrzi ta zatohel klobuk in zapleši z mano. Ojoj, mislim, da imamo problem. Ja, naša glavna igralka je katastrofa. Kaj bomo naredili? Če povem Celestiji, da je za nič, jo bom prizadela. In bom slaba prijateljica. Ampak če jo obdržim v predstavi, bo tarča posmeha vsej Konjetaji in bom še slabša prijateljica. Celestiji moraš povedati resnico, Twilight. Še kakšen predlog? Zakaj ne bi kar odpovedali predstave? Prave predloge? Ne, razmisli o tem. Zdaj le večina Konjetaje sploh ne ve, da pripravljamo predstavo za prvo obletnico. Če jo prekinemo... Je noben poni ne bo sploh pogrešal. In ne bodo nikoli odkrili, da je princesa Celestija slaba igralka. In ne bo osramočena. To je perfekten načrt. Okej, pravkar sem vse ponije povabila, naj pridejo na predstavo. Si res? Ja, morala bi vedeti, kako navdušeni so bili, ko sem jim povedala, da bo igrala tudi Celestija. Rekli so, da bodo povedali svojim prijateljem in njihovi prijatelji bodo povedali njihovim prijateljem. Vsi ponije v Konjetaji bodo videli to reč. Sem nekaj zamudila? Le svetla lučko upanja, ki je ugasnila. Ampak vse je v redu. Če ne moremo odpovedati predstave, vem, kaj moram narediti. Boš odkrita Celestija in prepustila glavno vlogo nekomu drugemu? Niti pod razno. Twilight, ti veš, da je resnica velik del prijateljstva. Prav tako je tudi uresničevanje želja drugemu poniju. Glej, obljubila sem Celestiji, da je tokrat lahko del predstave namesto, da jo samo gleda. In načrt je, da držim to obljubo. Ampak kako? Rada bi mi dala igralsko lekcijo?
Ne. Bolj kot posebna delavnica z drugimi igralci, da bi tvoje igralske sposobnosti iz dobrih postale brezhibne. Najlepša hvala, Twilight. Vedno sem vedela, da je gledališče super zadeva. Super posebno povezovanje med poniji z iskrenim zaupanjem in poštenostjo. Ja, to je to. Princesa Celestia spozna izvajalca Method Man po imenu On Stage in Raspberry Beret. Me veseli vaša visokost. Tudi meni je v veselje. Če lahko kaj naredim, da bom boljša kot tajska igralka, bom to naredila. Kaj načrtujete zame? No, mislil sem, da bi si izmišljali sproti, drugače znano kot improvizacija. Ja, in začnemo lahko takoj, ko prideva ven iz te škatle. Katere škatle? Kako vam gre? To sonce ne bo nikoli več vzšlo. Zato imam nekaj boljšega. To je perfekten nadomestek. To je bil perfekten nadomestek. Prosim, povej mi nekaj, kar me lahko sreči. Poskusiva vizualizacijo in ti smučaš. Uš, danes je tako snežno. Mrzlo je. Ti prinesem odejo? Vsi na krov! Ponjevski ekspres zapušča postajo! Čuha. Res? Ničesar ne vidim. Bodimo drevesa v vetru. Močni smo v stiski, a hkrati prilagodljivi, ko klonimo v svojo usodo. No, kaj občutiš? Nič. Tla v učilnici pod mojimi kopiti, se to šteje? Hočem vedeti. Počakaj malo. Pinkie Pie. Kaj? Realistično je sonce čisto kot goreča penica. Kaj pa zdaj počnejo? Najlažjo vajo v igranju, kar obstaja. Igra pantomime. Kužek. Mačka? Račka na vodi, ki plava? Vdam se. Kaj? Moja ljubezen do konjetaja in vseh ponjev v njej. Twilight, ti si čutila, kar sem prikazovala, kaj ne? Ja! To je najboljše igranje, kar smo ga danes videli. Poskusila sem in poskušala. Ampak moramo se soočiti z dejstvi. Ne moremo spremeniti Celestije v igralko. Torej nam preostane samo ena stvar. Ji povemo po resnici, končno. Ne? Prepisala sem scenarij, po katerem ima Celestija bolj umetniško vlogo, brez besedila. In da bi bila ta predstava res velik hit, sem počgala največje, najboljše, najsijajnejše umetno sonce na sveta. Pinkie, to izgleda nevarno. Zakaj bi nepreizkušena magična pirotehnika, ki sem jo kupila v Stranski ulici od Trixie o polnoči, bila nevarna? Tega ne zmorem več. Morala bi biti preprosta predstava, samo ena preprosta predstava. In potem gre vse narobe. Od odra do pripomočkov, prav do najslabše glavne igralke v celi konjetaji. Twilight, če si res mislila, da sem slaba igralka, zakaj mi tega nisi povedala? Tako mi je žal. Nisem želela blatiti tvojega igranja, to je samo tako sem nervozna. Ampak to ni izgovor za to, kar sem rekla. Imaš vso pravico, da si jezna name. Nisem jezna, ker si žalila mojo igro. Nisi? Jezna sem, ker sem ves ta čas, ko se poznava, mislila, da sem te naučila pomena prijateljstva, zaupanja in poštenosti. Celestija, počakaj! Ne moreš dati
odleteti stran! Poglej! Poniji se že posedajo za predstavo. Samostoječa mesta so še, sem dobro opravila z oglaševanjem tega dogodka ali kaj? Prosti. Ne moremo uprizoriti predstave brez glavne igralke. Pojdi iskat Celestijo. Mi bomo poskusili tole zavlačevati, dokler se ne vrneta. So srečo, noben poni ne bi rad poskusil krotiti te množice. Res? Noben poni? Torej, kdo ima rad žongliranje? Princesa Celestija, prosim, počakaj. Se lahko pogovoriva? Bojim se, da ti nimam kaj reči, Twilight. V redu, potem pa samo poslušaj. Vodila si me, odkar sem bila mali konjiček. Dala si mi znanje in nasvete in prijateljstva. Samo enkrat sem ti hotela dati nekaj nazaj. Vem, da je bilo narobe, kar sem storila. Morala bi ti povedati po resnici, ampak obljubila sem ti, da boš lahko del predstave. Morala sem izpolniti obljubo. Nič me ne bi užalostilo kot to, da bi te razočarala. Resno misliš? Seveda! Zgledujem se po tebi bolj kot po katerem koli drugem poniju, ki ga poznam. Sovražila bi se, če bi te razočarala, kot sem te. Imela si dobre namene, Twilight. Ampak ti veš, da je resnica vedno boljša od dobronamerne laži. Ali te ni Applejack spomnila na to? 100-krat. In sedaj, zato ker je nisem poslušala, sem popolnoma uničila tvojo enobletnico. No, glede tega pa nisem prepričana. Ali ne obstaja stari rek, šov se mora nadaljevati? Morda obstaja način, da rešiva predstavo. Ampak kako? Mislim, če sem čisto iskrena, ti nisi igralka. Ne, ampak sem pa princesa. Dobra novica, brezplačna hrana. Slaba novica, ta igra je uradno katastrofa. Na srečo poznam način ali dva, kako se s tem soočiti. Prišla si nazaj. Ja, ampak praznujmo kasneje. Zdaj le imamo predstavo za odigrati. Ampak kako? Publika je vznemirjena, nimamo več idej in naša glavna igralka je... Ni več glavna igralka. Rarity, Applejack, Pinkie pa je Twilight. Pojdite in pomirite publiko. Povejte jim, da bomo začeli čez minuto. Rainbow Dash, prinesi nekaj oblakov in jih postavi za oder. Tako, to je naše novo ozadje. Starlight, imaš kopijo scenarija? Spike, ti narekuješ igro. Fluttershy bo pa naša nova glavna igralka. Ojoj, jaz? Igram tebe? Medtem, ko me ti gledaš, da te igram? Ne. Mislim, da moja trema prihaja nazaj. Predstavljaj si, ti si princesa. Pravila, nadzorovanje, samozavest. Začuti toplino vzhajajočega sonca. Konjetaja te potrebuje. Nekoč pred davnimi časi, pred Celestijo, je Konjetaja trpela strašno stisko. Vzhajanje sonca vsako jutro je bilo tako težko, da so potrebovali 5 velikih čarovnikov in zvezdnatega bradača, da je pomagal. Temu ti rečeš veliki čarovniki? O ne, motilci, kaj naj naredimo? Spike, improviziraj. Ja, in dvigovanje sonca vsak dan je bilo super izčrpajoče. Ampak to lahko tudi sami vidite, kaj ne? Mislim, ali ti poniji ne izgledajo čisto zbiti ali kaj? Glej, Star Swirl je bil tako žučen, da je posivel. Ampak nič za to. Kot se je izkazalo, je imela Celestija posebno moč, s katero je lahko sonce dvignila sama. Čas je za nov dan v Konjetaji. V vsej zmedi smo pozabili, da nimamo sonca. Kaj bomo storili? Igrali pantomimo. Moj bog, nisem si mislil, da bo imela ta predstava tako dobre posebne učinke. Glede
na to, koliko cvetja je poletelo iz publike, bi rekla, da je bila naša igra uspešna. Meni je samo hudo, da nisi imela priložnosti, da bi zaigrala v njej. Najti ne bo. Nikoli mi ni bilo treba biti na odru, da bi se čutila del predstave. Vse, kar sem hotela, je, da bi delila vez kreativnosti, umetnosti in sreče s svojimi prijatelji. In to je točno tisto, kar sem dobila. Hvala, ker si rešila našo predstavo, princesa Celestija. Je že v redu, Twilight. Ampak odslej naprej me noben od vas ne sme več klicati princesa. Čakaj, kaj? Ne smemo? Ne. Danes sem se tako zabavala, da sem se odločila, da predam svojo krono, stopim iz prestola in se predam gledališču. Kaj? Pa sem te? Morda pa nisem res tako slaba igralka? Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.